Tokrat v občinskem informatorju. Bojana Pejovič v Mariboru izpostavila pereče probleme v zdravstvu. Na mestni občini Maribor razstava v Generalu Maistru, v mestu kmalu Maistrova akcija za Maribor. Župan občine Rače Fram o investicijah. Na Ptuju okronali 10. ptujsko vinsko kraljico. V Zgornji Kungoti so se razveselili novega gasilskega vozila. V Kamnici so martinovali v kulturnem domu. Na Ruškem placu pripravili martinovanje na prostem. Že 11 let brez alkohola, zdaj izdal knjigo o upanju. Lepo pozdravljeni. Bojana Pejovič, predsednica Zdravniške zbornice Slovenije, je bila na delovnem sestanku s predstavniki UKC Maribor in zdravstvenih domov Mariborske regije. Obdelali so pereče probleme v zdravstvu zaradi pomanjkanja kadra in finančne podhranjenosti. Podrobnosti pa v prispevku. Direktor Mariborskega zdravstvenega doma je izpostavil, da so izzivi na področju primarnega zdravstva na eni strani pomanjkanje kadra, na drugi strani pa izrazita podfinanciranost. Seveda, predvsem, če primerjamo sekundar in pa terciar, moramo namreč vedeti, da je za celo primarno zdravstveno varstvo namenjeno dobrih 780 milijonov evrov od celega kolača, ki je skoraj 5 milijard. In pa seveda še dodatno breme, o kateri se mogoče ta trenutek v Sloveniji ne razpravlja dovolj, to so pa dolgotrajni bolniški staleži, ki ta trenutek presegajo že 800 milijonov evrov, kar pomeni, da sredstva, ki grejo za dolgotrajne bolniške staleže, presegajo vsa sredstva, ki se namenjajo za primarno zdravstveno varstvo. V zdravstvenem domu se soočajo s primanjkljajem vsega zdravstvenega osebja, zato iščejo kader tudi v tujini. Do današnjega dne smo pripeljali 5 pediatrin in pediatrov in imamo 8 zdravnic in zdravnikov družinske medicine, ki so v postopku pridobivanja vseh dovoljenj za delo. Od tega sta 2 že začeli z samostojnim delom, kar pomeni, da sta opravila vse izpite in pa tudi izpit iz slovenskega jezika. Govorili so tudi o UKC Maribor, kjer se izzivi kar nizajo. Od investicij do recimo preobremenjenosti urgentnega centra, zaradi tega, ker nekatere ustanove zdravstvene seveda v Sloveniji ne izvajajo več neprekinjenega zdravstvenega varstva in ga prenašajo na obe osrednji slovenski ustanovi. Tako da izzivov je veliko, vseh seveda ne Univerzitetni klinični center in ne Zdravniška zbornica v celoti ne moremo rešiti, ker gre za veliko sistemskih problemov. Podobno se dogaja po vsej Sloveniji in na koncu se pozna tudi pri čakalnih vrstah. Na eni strani skromen primar, zato ne ustrezna obravnava v svojem obsegu bolnikov na primarni ravni, tudi pomanjkanje recimo oskrbe bolnikov na domu in na drugi strani prevelik priliv potem na sekundarno in terciarno raven. To je še poseben problem seveda Mariborske regije, ravno tako kot to velja za ljubljansko, kar seveda lahko tudi končno podaljšuje čakalne vrste na sekundarni in terciarni ravni. Želijo imeti boljšo organizacijo zdravstva v Sloveniji. Kar se tiče specializacij, pravi, da je dovolj razpisanih mest, ni pa dovolj prijav. Tisti problem, ki ga imamo že nekaj časa v Sloveniji na več področjih, je to, da se mladi zdravniki za te specializacije ne odločajo. Ne gre za to, da specializacije niso razpisane, ampak enostavno mesta ostajajo prazna. Izrazito prazna mesta so recimo trenutno na urgentni medicini. V družinski medicini vendarle opažamo en minimalen napredek. Jaz upam, da to ne gre samo za trenutno situacijo. Trenutno bi izpostavila prav urgentno medicino. Meni še, da so prostorski pogoji, v katerih delajo ponekod zdravniki v javnem zdravstvu, slabi, ter da bi radi to izboljšali in preprečili paralelni vznik zasebnega zdravstva. Na hodniku pred kabinetom župana mestne občine Maribor je postavljena kronološko urejena razstava o generalu in pesniku Rudolfu Maistru. Več o vsebini razstave in skorajšnji ulični uprizoritvi Maistrove akcije za Maribor pa v prispevku. Ob odprtju razstave o generalu in pesniku Rudolfu Maistru je mariborski župan izrazil veselje in ponos, da so postavili razstavo. Vesel sem, da je to tudi na mestni občini Maribor, ki je pravzaprav branik
te meje, severne meje z svojo univerzo, UKC-jem in z največjim številom ljudi, gospodarstvo od nas se največ tudi pričakuje. Ob tem pa je spomnil na izzive današnjega časa, s katerimi bi imel veliko dela tudi sam Rudolf Maister. Naša trenutno pretirana centralizacija vedno večja vsako leto, zato premalo kvalitetnih delovnih mest v regiji. Ne glede na to, da imamo v Mariboru univerzo z 15 000 študenti in bi morali po naravni poti zaradi tega se število prebivalcev večati, prav tako dodana vrednost zaradi znanja, ki je v regiji, nam potem to znanje uhaja v najslabšem primeru v Avstriji ali pa malo manj slabem proti Ljubljani. Zveza društev generala Maistra si je za cilj zadala, da ohranja vrednote generala Maistra in njegovih borcev. To pomeni domoljubje, pomeni ohranjati slovenski jezik, ohranjati slovensko besedo, delati z mladimi, prenašati to del zgodovine in zgodovinskega znanja in zgodovinskega spomina na mlade, zato da se bodo zavedali, kaj so predhodniki naredili in tako kot sem že povedala in tudi kot je že gospod župan, če se ne zavedaš svoje zgodovine in ne znaš ceniti zgodovine in ljudi, ki so to postavili, kot je Trubar, Anton Martin Slomšek, Maister in potem še osamosvojitelji in partizani v drugi svetovni vojni, jasno je, da potem ne veš, izgubiš pravi kompas in ne veš, kje je tvoja domovina. Dejala je, da so se vsi, ki jih je omenila, zavedali, kaj pomenijo domovina, ozemlje, narod, ki govori in piše slovenski jezik. Samo 2 milijonski narod smo, pa vse to imamo, so večmilijonski narodi, pa tega tudi nimajo oziroma se za to močno borijo, mi pa živimo nekako v miru in zato je treba tudi to prenašati na mladino, na mlade ljudi. Izpostavila je, da bi še danes potrebovali Rudolfa Maistra, župan pa je povabil vse še na dokumentarno umetniško prizoritev Maistrove akcije za Maribor, ki bo 23. novembra ob 18. uri na Slomškovem trgu. Na ulično prizoritev tega za to mesto in regijo in seveda Slovenija tudi verjetno enega najpomembnejših dogodkov v zadnjih stoletjih. Pridite na današnji Slomški trg in videli boste sodelovanje vseh kulturnih zavodov v uprizoritvi tega in upam, da bomo znali iz leta v leto tudi ta dogodek delati še večji, še bolj znan in s tem tudi privabljati na nek način ljudi v mesto in jim dati in jih pravzaprav skozi to tudi izobraževati, ker mlade generacije seveda bolj se dogodek oddaljuje, se manj zavedajo pomembnosti tega dogodka, ki se ga pa tudi mi vsako leto bolj. Razstava v velikem domoljubu Rudolfu Maistru je pred kabinetom župana na ogled do 25. novembra. Z županom občine Rače-Fram smo spregovorili o investicijah, ki so trenutno v teku, ter o tem, kaj se obeta v prihajajočih mesecih. Poglejmo prispevek. V občini Rače-Fram je trenutno v teku več investicij. Sicer so te pogojene z občinskim proračunom, zato župana veselim, da je prvo branje že za svetniki. Naslednja seja občinskega sveta bo 28. novembra. Takrat pričakujem drugo branje in pa potrditev. Seveda si tega želim kot župan, da potem lahko tudi v bistvu nemoteno nadaljujemo z investicijami v konec oziroma v leto 2025. Proračun zaenkrat še enoletni. Pa samo mogoče malo v številkah, približno 11,6 milijona evrov prihodkov, pa približno nekoliko manj kot 15 milijonov evrov odhodkov, razlika na račun prenosa sredstev, približno 3,4 milijona evrov sredstev bomo prenašali iz leta 2024. Naj pa povem, da bo tudi leto 2025 kar pestro z vidika investicij. Zaveda se, da lokalna skupnost ne sme stagnirati. In samo za predstavo, kot vedno povem, tako kot lani, je tudi letos zelo veliko sredstev namenjenih investicijam, pa če pogledamo 11,6 milijona evrov prihodkov na prihodkovni strani in od tega zneska kar približno 6,4 milijone, kar pomeni več kot polovica, več kot 50% namenjenih investicijam. Trenutno je odprtih več gradbišč. Trenutno poteka razširitev pločnika v Framu, Bistriški cesti, prav tako v središču Frama ena sanacija kamnite zložbe v strugi Framskega potoka, ampak tam je vključena predvsem direkcija za vode in pa Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, za kar seveda sem zelo vesel, da so se odločili za to investicijo. Zaključujejo pa trenutno zelo pomembno investicijo. In sicer z izgradnjo vodohrana v Framu. Letos bo
objekt zaključen, kar pomeni, da bomo lahko tudi napali pravzaprav vsaj nekoliko večje območje kot doslej. Finančno še vedno smo v okvirih, trenutno niso pri aneksi, z vidika povečanja izplačil, znesek, kot sem že večkrat povedal, približno 465 000 evrov brez davka. Ogromno investicij pa je v načrtu tudi za prihodnje leto. Naj povem, ravno zdaj je v teku odprto javno naročilo za izbiro izvajalca, in sicer za širitev zdravstvene postaje v Račah. Tam bo investicija nekoliko manj kot 2 milijona evrov, rok za oddajo ponudb je 28. oziroma 27. november. Zdravstveno postajo, kolikor bo vse po sreči, želijo začeti širiti še letos, saj s pripravo gradbišča. Širitev vrtca v Framu želimo oziroma bomo vse naredili, da bo zaključena širitev vrtca v Framu z dodatnimi 3 oziroma 4 igralnicami najkasneje do 1.9.25, tako da ko se bo začelo novo šolsko leto, da bodo že lahko naši malčki koristili nove, večje prostore in pa da bo tudi seveda delo za vse zaposlene v vrtcu v Framu prijetnejše, bolj udobno. So pa v tem času uredili parkirišče. V neposredni bližini vrtca v Framu, in sicer za zaposlene in pa tudi za starše otrok, starši, ki pripeljejo otroke v vrtec Fram. Istočasno pa tudi, kot ste že omenila, uredili en tak manjši kotiček z urbano opremo, s pitnikom, z klopcami in pa tudi z opremo za manjši servis koles. Namreč ob tej trasi, ob državni cesti R2 skozi Fram, Morje in pa naprej proti Slovenski Bistrici je kar velika frekvenca sprehajalcev in kolesarjev. Tako da se jim je zdela omenjena postavitev kotička za popravilo koles smiselna in kot kaže, je bila ideja dobra. Dodatne površine pa več kot odlično služijo namenu. Preteklo martinovanje na Ptuju pa je letos zaznamovalo ustoličenje že 10. ptujske vinske kraljice Klare Sušnik, ki je po tradiciji krono vinske kraljice prejela na Martinovom, točno ob 11:11. Poglejmo podrobnosti. Nova ptujska vinska kraljica je mandat prejela od dosedanje 9. ptujske vinske kraljice Lucije Kramer. Tako je, 2 leti sta za mano, težko je v bistvu nekako povzeti vse misli, kaj vse se je dogajalo, ampak sem pa zelo hvaležna za to priložnost, za takšno izkušnjo. Spoznaš ogromno ljudi, takih, ki jih vino povezuje in ki imajo radi vino in ga častijo in spoštujejo, tako da sem zelo z veseljem šla v takšne družbe. Klara Sužnik prihaja iz Jiršovcev, vinogradniška opravila pa jo spremljajo že od otroštva. Zelo sem navdušena, zelo sem vesela, počaščena, da sem lahko sprejela to vlogo, tako da se veselim naslednjih 2 let. In kakšen cilj si je zadala? Najbolj si želim promovirati vinarje iz naše okolice, da bi tudi ljudje drugod spoznali, da pridelujemo kakovostna vina, pa zavzevala bi se tudi za širjenje kulture pitja med mladimi. 9. ptujska vinska kraljica je novo imenovani dala dobre nasvete. Najbolj bi priporočala, da čim bolj izkoristi ta svoj mandat, ker čas hitro teče in nekatere stvari so pač res takšne, ki so nepozabne in jih dolgo nosiš v spominu, in da čim bolj poskuša predstaviti naše vinogradnike in naše mesto Ptuj. Izjemno rada sodeluje pri trgatvi, saj se ob tej priložnosti zbere vsa družina, ko celoletno delo skupaj okronajo s prijetnim druženjem. Prostovoljno gasilsko društvo Zgornja Kungota je dobilo novo gasilsko vozilo. Gre za velik dogodek in pomembno pridobitev. Prostovoljno gasilsko društvo Zgornja Kungota je obogatilo svoj vozni park z novim gasilskim vozilom. Slavnostni dogodek se je začel pri medgeneracijskem športnem centru v Spodnji Kungoti, kjer so se zbrali gasilci iz tega društva in drugih društev, tudi tujih. Vse skozi smo se že prizadevali, da si pridobimo novejše, tehnično izboljšano vozilo. Namreč staro vozilo je že dejansko staro 21 let. In tudi same nesreče so različne, včasih so gasilci večina gasili samo požare, danes ni več tega toliko, požarov je manj, ampak imamo tudi druge zadeve, se pravi reševanja iz globin, višin, potem tudi v primeru teh naravnih nesreč, vetrolomov. Županja je označila dogodek kot ganljiv. Tisti, ki smo bili od začetka današnjega dne ob sprejemu vozila prisotni, pa vsem do doma v bistvu
gasilskega doma v Zgornji Kungoti. Zato povorko oziroma karavano gasilskih vozil je že nakazalo, da gre za velik časten trenutek za naše občanke in občane in za celotno občino. Investicija v vozilo vredno več kot 400 000 evrov je razdeljena. Skoraj 2/3 je dala občina Kungota, 1/3 pa gasilci s pomočjo sponzorskih in donatorskih sredstev. Upajo, da bodo del sredstev dobili povrnjenih od Ministrstva za obrambo. Večina finančnega bremena pa nedvomno je na občini, kar je tudi prav, nenazadnje tako veliki finančni zalogaj ne zmore društvo samo. V bistvu smo veseli, da imamo prostovoljce, ki so aktivni še na tem področju in kot se je skazalo v preteklih letih je na nek način v zadnjih nekaj letih teh naravnih nesreč tudi veliko. Ne pogovarjamo se samo o ognju, ampak tudi o drugih naravnih nesrečah. In gasilci so bili nam tu res vedno v oporo in se jim res na tem mestu iskreno zahvaljujem. In za kakšno vozilo gre? Gre za specialno gasilsko vozilo z oznako GVC1. Vozilo ima 3000 litrov vode, gre bolj za tehnično vozilo, se pravi hitro napadalne cevi za hitre dostope v hišah, se pravi gašenje manjših požarov z visokim tlakom. Hkrati imajo drugo opremo za reševanje in posredovanje pri prometnih nesrečah. Čeprav gre za veliko pridobitev, upamo, da bo čim manj uporabi, torej da ne bo potrebnih veliko intervencij. No, tudi v Kamnici pa so minuli konec tedna oziroma minulo soboto praznovali martinovanje, ki se je odvilo v tamkajšnjem kulturnem domu. Dogodek, poln lokalnih okusov in tradicije, je pripravilo turistično društvo Kamnica. Minuli vikend so martinovali tudi v Kamnici. Včasih smo tudi v začetku imeli pomartinovanje v Kamnici, dolga leta nazaj. Zadnja leta pa se v kulturnem domu nismo odvisni od vremena. Zato tudi lahko malo kasneje, oziroma takoj po Martinu, proslavimo martinovanje v Kamnici. Prireditev je združila 4 vinarje iz krajevne skupnosti, sadjarja ter domačo izobraževalno društvo žena, ki so poskrbeli za pestro ponudbo in ohranjanje Martinovih običajev. Sodelujemo seveda z vsemi društvi skupaj, ne? Več nas je, lepše je, pravijo. Bistvo je druženje, malo prerez našega, kaj smo letos pridelali, vinskega letnika in seveda za vse krajane druženje. Opravili so tudi krst in blagoslov, tako kot se za martinovanje spodobi. Naj bo ta blagoslov v znamenju hvaležnosti za sadove zemlje, dela človeških rok, pa tudi prošnja za naprej, da bi znali to dobro kapljico, ki ste jo pridelali, tudi v enem takem spoštovanju uživati, oziroma naj bo znamenje ene medsebojne povezanosti. Preverili smo ponudbo na stojnicah. Pretežno z belimi, z vrstjo, to je špricer vino, z malo slajšim rumenim muškatom, z modro frankino, to je rdeče vino in pa zdaj na novo na trgu pa so penine, šardonejeve penine. Všeč takole, da je tudi martinovanje v Kamnici, da se to domačim predstavi? Vsekakor, lepo je, če tudi lokalne vinogradnike ljudje spoznajo. In s tem so se strinjali vsi vinarji. Absolutno, vedno dobrodošlo, torej domači kraj se vedno mora razvijati, vedno se mora nekaj dogajati, tako da absolutno vsako tako stvar vedno pozdravljamo. Lepa navada in lep običaj, ki je prav, da poveže krajevno skupnost, poveže kraj in da se vinarji na tak način predstavijo. Veseli so vsakega, ki se odloči preizkusiti njihove izdelke. To je vsekakor dobra priložnost, da še nas poznajo tisti, ko nas ne poznajo, kajti v Kamnici je dosti, bom rekel, nekih, ki so prišli od drugod, priseljencev, bomo rekli, ne, da še ti nas poznajo, pa vidijo, s čim se ukvarjamo v teh naših gričih, da tudi tu raste dobra kvaliteta, pa dobro vino pridelujemo. Vinarji so nam z veseljem predstavili še druge izdelke, ki so jih obiskovalci lahko uživali in degustirali. Naša znamka, ki smo si jo zamislili, je vino in med, tako da tržimo in med in vino. Drugače pa kar se vina tiče, pa imamo pretežno sortno sveže vino, nekaj malega rdečega, sicer pretežno belega, večinoma pol suhega, rumeni muškat je tudi pol sladek, pa nekaj malega tudi penine lastne. Mi imamo vinsko klet z različnimi sortami vina, z različnim repertoarjem, od suhih do malo slajših, pol sladkih vin, najbolj znani pa mogoče celo po rumenem muškatu. Mi presegamo na tradicijo, kakovost pa kvaliteto. To je moto naše kleti. Z vrst Urban, če gremo od najnižje proti višji, eno mlado vino, Sant Urban, pol imamo rumeni muškat,
Sauvignon selekcija pa Penino Rosé. Poleg odličnega vina se prilega tudi nekaj za prigrizniti, za kar je bilo več kot odlično poskrbljeno. Sigurno ena boljša od druge, hočemo se pač pokazati naše pridne punce, da se predstavimo ne samo Kamnici, tudi širši okolici, ki nas na današnji dan obiščejo. Kaj ste dobrega pripravili? Ja, razne potice, nekaj z jabolk, za vsakega nekaj sladkega, nekaj slanega, da se lahko nekaj potem poplakne. Martinovanje je bilo polno smeha, dobre volje in izjemnih okusov. Potem, ko so v Rušah zaradi nesprejetega rebalansa proračuna odpovedali martinovanje, so vsled temu stopili skupaj nekateri svetniki in le tega priredili minulo soboto. No, tam je bila tudi naša ekipa. Poglejmo. Ruški občinski svetniki za Združena lista so s pomočjo Gibanja Svoboda ter 2x2 neodvisne liste prevzeli organizacijo martinovanja. Skupnimi prizadevanji jim je uspelo rešiti martinovanje, ki je bilo sicer odpovedano. V Rušah se martinovega pač ne sme prekinjati. Jaz mislim, da je to poklon vsem občanom, pa da se ta tradicija nadaljuje, kljub vsem tem razprtijam, ki jih zadnje dneve poslušamo. Čeprav v nekoliko manjšem obsegu je martinovanje uspelo. Za vzdušje je bilo poskrbljeno tudi z živo glasbo. Pomembno je druženje, pomembno je tisto dobro v nas, kar je, pa potrebno se je tudi včasih poveseliti. Obiskovalci, ki so prišli na martinovanje v Rušah, so lahko pili vino, tudi mošt, ki se je spremenil v vino, prav tako pa tudi niso ostali lačni, saj so dobili brezplačni gulaš, domači kruh, namazan z zaseko in čebulo. Minuli petek se je v dvorani KPC Majšperk odvil dogodek ob izidu knjige Pobeg iz sence odvisnosti, ki jo je napisal Marko Tomanič s soavtorjem Ivanom Jurkcem. Poglejmo podrobnosti. Knjiga, ki temelji na osebnih izkušnjah obeh avtorjev, odpira težke, a pomembne teme odvisnosti od alkohola in njenega vpliva na življenje posameznikov, njihovih družin in skupnosti. Glavni namen tudi izid te knjige, ki sem jo napisal skupaj z soavtorjem Ivanom Jurkcem. Oba imamo eno tako zgodbo za tem, nekako sam bi rekel, sem bil nekoč globoko vpet v odvisnost od alkohola že od otroških mladih let in to se je vleklo do trenutka, ko sem dejansko že izgubil vozniško dovoljenje, da sem mogel iti ponovno vse delati. Za izdajo in predstavitev knjige prav na ta datum se odločil tudi zato, ker je 15. novembra minilo natanko 20 let, odkar je pokadil zadnjo cigareto. Se mogoče ljudje sploh ne zavedamo, kaj dejansko alkohol povzroča. To ne samo v prometu, gre tudi za družino, za odnose in za vse te stvari, kar je mene dolga leta nekako spremljalo. Vem, kaj sem nekoč počel in rad bi približal ljudem, ki se soočajo z isto problematiko, da morda najdejo nek svetilnik, neko upanje, da tudi, če ti drugi rečejo, da se ti mogoče ne moreš spreobrniti, da ni upanja zate, da vedno lahko najdeš ta svetilnik, to luč v temi in da lahko sam sebe spremeniš in spremeniš svoje življenje, posledično pa tudi življenje vseh, ki so okoli tebe. Poleg izgube izpita so ga k temu, da pobegne iz sence odvisnosti, pripeljale tudi knjige, ki jih je prebiral, imel je podjetje, ki je imelo blokirane račune in ni videl izhoda. Razmišljal sem celo o tisti najhujši stvari, da si vzamem življenje, ampak pogledal sem gor, sonce me je zaslepilo, dal sem ta senčnik dol, tam je bila moja hčerka 4,5 leta stara. Takrat sem rekel, da tega ne morem narediti. Prisotni so bili tudi iz Javne agencije za varnost prometa. Lani je v Sloveniji v nesrečah umrlo 82 ljudi. Si prizadevamo za vizijo nič, to pomeni nič mrtvih, nič težko poškodovanih. Vsak se bo vprašal ali mogoče rekel, to ni mogoče, ampak z sodelovanjem vseh deležnikov je seveda to mogoče. Zdaj 3 glavni povzročitelji, ki rezultirajo hude prometne nesreče, kjer so mrtvi ali pa hudo telesno poškodovani, so gotovo alkohol, hitrost, uporaba mobilnega telefona. Na dogodku Javna agencija za varnost prometa predstavila tujo prakso Flying Box, posebno napravo za testiranje alkoholiziranosti. Aparate, bom rekla, malo bolj izpopolnjene alkoteste, ki se nahajajo tam, kjer so prireditve ali pa na nekih študentskih zabavah, gostinskih lokalih, to v tujini že poznajo, vse pa z namenom, da mogoče nekoga res prepričamo, da ne bi pod vplivom alkohola sedel za volan. Prisotni so bili tudi policisti iz policijske postaje Podlehnik, ki so spregovorili o nevarnosti alkohola in posledicah.
Dogodek je spremljal bogat kulturni program. Nastopil je glasbeni kvartet Bellissima, posebni gost pa je bil Damjan Murko. Knjiga Pobeg iz sence odvisnosti ni le osebna izpoved, temveč tudi opomin, da je vsak dan nova priložnost za spremembe in boljše odločitve. To je za danes v oddaji Občinski informator vse. Poglejmo pa še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. V soboto 23. novembra se bosta v dvorani Leona Štuklja v Mariboru odvila koncerta skupine Fehtarji. Kaj obljubljajo in komu sta koncerta namenjena, pa več v izjavi. Poglejmo. Fehtarji smo do zdaj v Mariboru nastopali samo enkrat na Štuku. Zdaj pa prihajamo v dvorano Leona Štukla in pripravljamo 2 koncerta. Prvi, premierni sploh v naši zgodovini, je otroški koncert ob 16. uri za vse do 16. leta, pa seveda spremljevalci starši. Ponovadi Fehtarji nastopamo zelo pozno in smo rekli, zdaj moramo enkrat malo prej narediti, da nas tudi najmlajši, ki nas tudi poslušajo, lahko vidijo. Potem pa ob 8. večerni koncert. Tam imamo pa super mariborske goste, glasbene prijatelje, legendo Alfija Nipiča, Domna Kumra in pa seveda duet Skater.